Ko enkrat zaideš na najbolj skrivni in najbolj oddaljeni kraj na svetu, od tam ne moreš več oditi. Na svetu obstajajo kraji, ki so tako oddaljeni in težko dostopni, da jih doseže le peščica ljudi. Potovanje na takšne kraje zahteva izjemno pripravo in pogum zaradi njihove oddaljenosti in omejenega dostopa. Zato je pomembno, da se dobro pripraviš, če se nameravaš odpraviti tja. Zato bomo v tem videu govorili o 10 krajih, ki jih je zelo težko obiskati. Preden začnemo, vas prosim, da všečkate ta video in se naročite. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Najlepša hvala. Zato začnimo. Številka 1. Otok Severni Sentinel, Indija. Otok Severni Sentinel je majhen otok v Bengalskem zalivu, ki je del Andamanskih in Nikobarskih otokov v Indiji. Ima površino 60 kvadratnih kilometrov, skoraj tako velik kot majhno mesto. Obdan je z gostim gozdom in koralnimi grebeni, zato je težko dostopen. Zaradi tega je to eno najbolj izoliranih in najmanj obiskanih krajev na svetu. Na tem otoku živi pleme sentinelcev. So zelo staro pleme, ki še nikoli ni imelo stika s sodobnim svetom. Njihov način življenja se ni spremenil že tisoče let. Ne ukvarjajo se s poljedelstvom ali živinorejo. Oni lovijo živali, lovijo ribe in nabirajo sadje ali rastline v gozdu, da preživijo. Uporabljajo majhne čolne, vendar se ne oddaljujejo v globoke dele morja. Vendar nihče ne ve natančnega števila sentinelcev. Vendar ocenjujejo, da njihova populacija šteje med 50 in 200 ljudi. Njihovega jezika prav tako ne razumemo, saj se še noben tujec ni dolgo pogovarjal z njimi. Tudi sosednja plemena na Andamanskih otokih ne razumejo njihovega jezika, kar to pomeni, da so že dolgo ločeni od drugih skupin ljudi. Ne marajo nobenih tujcev ali obiskovalcev na svojem otoku. Vsakogar, ki se jim približa, odženejo z loki in sulicami. Leta 1974 je skupina iz National Geographic obiskala otok, da bi jih preučevala. S seboj so prinesli darila, kot so igrače, kokosovi orehi in kuhinjski pripomočki, da bi pokazali svoje dobre namene. Namesto, da bi bili prijazni, so jih sentinelci obstrelili s puščicami in direktor skupine je bil zadet v stegno. Poleg to sta leta 2006 na otok zanesla 2 indijska ribiča, potem ko se jima je pokvaril čoln. Ubijeni so bili in ko so poskušali pobrati njihova trupla, so reševalno ekipo prav tako napadli s puščicami, zato trupel niso uspeli dobiti. Številka 2. Tristan da Cunha, Južni Atlantski ocean. Tristan da Cunha je majhen otok v Južnem Atlantiku. To je eden najbolj odročnih in najtežje dostopnih krajev na svetu. Nahaja se 2800 km od Južne Afrike in 3700 km od Južne Amerike. Zaradi svoje oddaljenosti otok nima letališča. Edini način, da pridete tja, je z ladjo iz Južne Afrike. Potovanje traja. Poleg tega ima otok površino 98 kvadratnih kilometrov. Ima gorato pokrajino in en vulkan, ki se imenuje Vrh Kraljice Marije. Vulkan je visok 2062 metrov. Tristan da Cunha vključuje 3 majhne otoke, nedostopni otok, otok Nightingale in otok Gulf. Od teh 4 je le Tristan da Cunha naseljen. Otok Gulf se uporablja za raziskave podnebja in narave. Medtem je Edinburgh 7 morij edina vas na otoku. Tukaj živi 238 ljudi. Večina med njimi ima britansko državljanstvo, saj je otok pod okriljem Združenega kraljestva. Na otoku ni signala za mobilne telefone, vendar pa imajo telefon in satelitski internet. Vendar pa so leta 2024 dobili internet Starlink. Zato lahko zdaj lažje stopijo v stik s tujino, nimajo velikih trgovin, bolnišnic ali fakultet. Otroci se učijo v majhni šoli. Ko odrastejo, morajo zapustiti otok, da bi lahko nadaljevali šolanje. Podnebje na otoku je blago, vendar deževno. Povprečna temperatura je 15 stopinj Celzija in redko doseže 25 stopinj Celzija. Pogosto močno piha veter in nebo je oblačno. In ker je otok daleč od drugih kopnih, je tukaj veliko živali in rastlin, ki jih najdemo samo tukaj. Nedostopni otok in otok Gulf je UNESCO prepoznal kot svetovni dediščini zaradi njune edinstvene divje narave. Tukaj živi veliko ptic, rib in morskih živali. 3. Točka Nemo, Južni Tihi ocean.
Točka Nemo je kraj v morju, ki je najbolj oddaljen od katerekoli kopnega. Nahaja se v Južnem Pacifiku, na južni zemljepisni širini in zahodni zemljepisni dolžini. Najbližji otoki tukaj so otok Dusi na severu, Motunui na severovzhodu in otok Maher na jugu. Vsak od teh otokov je oddaljen 2688 km od točke Nemo. Zaradi tega je to eden najtežje dostopnih krajev in najbolj odročen kraj na svetu. Poleg tega ime Nemo izhaja iz latinščine in pomeni nihče ali brez ljudi. Ime je prav tako vzeto po kapetanu Nemu, liku iz romana 20.000 milj pod morjem Julesa Verna. Točko Nemo je leta 1992 odkril hrvaško-kanadski inženir Hrvoje Lucatela. S pomočjo računalnika in GPS tehnologije je ugotovil, da je to najbolj oddaljeno mesto od katerekoli kopne na svetu. Zaradi izjemne oddaljenosti so včasih astronavti na mednarodni vesoljski postaji ISS bližje kot katerakoli oseba na Zemlji. ISS je oddaljena 400 km od Zemlje. Medtem je najbližja oseba točki Nemo običajno oddaljena več 100 km. Običajno tukaj mimo pridejo le mornarji ali popotniki po morju. V zvezi s tem je točka Nemo del južno-pacifiškega vrtinca, velikega dela oceana, kjer skorajda ni vodnih tokov. Zaradi tega je v vodi malo hranilnih snovi, zato je tudi malo rib in drugih živali pod morsko gladino. To imenujejo biološka puščava ali del morja, kjer skorajda ni življenja. Zaradi svojih edinstvenih lastnosti se to območje uporablja tudi kot pokopališče vesoljskih plovil oziroma odlagališče satelitov in vesoljskih ladij. Tukaj pogosto spuščajo stare satelite in vesoljske postaje, da ne povzročajo škode. Med njimi je eden najbolj znanih primerov ruska vesoljska postaja Mir, ki so jo namerno strmoglavili sem leta 2001. Številka 4. Ojmjakon, Rusija. Ojmjakon je majhno mesto v republiki Saha, Rusija. Obdan je z gorami in je daleč od drugih mest. Znano je kot eno najhladnejših naseljenih krajev na svetu. Zaradi izjemnega mraza je to tudi eno najtežje dostopnih krajev. Ime Ohmajkon izhaja iz besede iben, avtohtonega jezika na Sibiriji. Ima dva možna pomena. Prvi je del, ki ne zmrzne, ker so tukaj reke, ki ne zamrznejo niti po zimi. Drugi pomen pa je zmrznjeno jezero zaradi izjemnega mraza skozi vse leto. Podnebje tukaj je zelo mrzlo. 6. februarja 1933 so zabeležili najnižjo temperaturo, -67,7 stopinj Celzija, kar je ena najnižjih v zgodovini. Po zimi temperature običajno padejo na -50 do -60 stopinj Celzija. Tla tukaj so permafrost oziroma stalno zamrznjena, zato skoraj nič rastlin ne uspeva. Poleti pa včasih postane vreme vroče. Dne 28. julija 2010 so tukaj zabeležili najvišjo temperaturo, ki je znašala 34,6 stopinj Celzija. To pomeni, da je zelo velika sprememba temperature od zelo mrzlega do vročega v nekaj dneh poletja. Toda kljub mrazu tukaj živijo ljudje. V starih časih so to območje uporabljali le pastirji severnih jelenov, da so svojim živalim zagotovili hrano. Sčasoma so se tukaj naselile družine in ustanovile majhno skupnost. Toda zaradi podnebja niso mogli gojiti zelenjave ali riža. Večina njihove hrane je bilo meso in ribe. Pogosto so jedli surovo ribo, goveje meso, konjsko ali meso severnega jelena, ker se v mrazu ni hitro pokvarilo. Tudi veliko stvari je tukaj težko narediti. Stranišča so zunaj hiše, ker vodovodne cevi zmrznejo. Avtomobili morajo biti vedno prižgani, ker če ugasneš motor, ga ne boš mogel več zagnati. Šole zaprejo, ko temperatura pade pod -55 stopinj Celzija, ker je to nevarno za otroke. Številka 5. Narodni park Kootenay-Park, Kanada. Narodni park Kootenay-Park je zelo oddaljen kraj, ki se nahaja na skrajnem severu otoka Ellesmere v Nunavutu v Kanadi. V jeziku Inuktitut pomeni Kootenay-Park, dežela na vrhu sveta. To je eden izmed najbližjih delov Kanade severnemu polu in drugi največji narodni park v državi. Ima površino 37.775 kvadratnih kilometrov in uradno je postal narodni park leta 2000. Zaradi svoje zelo oddaljene lokacije je to eno najbolj izoliranih krajev na svetu.
Pokrajina v parku je edinstvena in skoraj nedotaknjena strani človeka. Obstaja veliko velikih ledenikov, visokih gora in obsežnih ledenih puščav. Skoraj ni dreves ali velikih rastlin zaradi izjemnega mraza. Tukaj je zelo težko preživeti, saj je podnebje izjemno mrzlo in skoraj da ni padavin. Pozimi ni sončne svetlobe več mesecev, medtem ko je poleti 24 ur svetlo in sonce ne zaide več mesecev. Čeprav je tukaj zelo mrzlo, še vedno obstajajo nekatere živali, ki lahko preživijo v takšnih razmerah. Tukaj lahko najdemo muškatne vole, pirjeve kariboje, arktične volkove in arktične zajce. Obstajajo tudi ptice, ki poleti prihajajo v park, kot so sokoli gir, dolgorepi jagarji in polprstni deževniki. Zaradi debeline ledu raste le malo rastlin. Sem spadajo lišaji, arktična vrba in majhne trave, ki lahko preživijo v izjemnem mrazu. Vendar pa je zgodovina človeka v Kutinirpaku skoraj nična. Tukaj je izjemno mrzlo in zelo težko preživeti, zato je le malo ljudi poskušalo tukaj živeti. Vendar obstajajo dokazi, da so pred 1000 leti tukaj obiskovali pripadniki kultur Predorset, Dorset in Thule. Našli so obroče za šotore in zaloge hrane, ki kažejo, da je bilo to območje uporabljeno kot začasno prebivališče. Prav tako je zelo težko priti do narodnega parka Kutinirpak. Ni cest, ni hotelov in tukaj ni stalnih prebivalcev. Edini način, da pridete tja, je z letalom iz Resolute Baya, majhne skupnosti v severni Kanadi. Številka 6. Svalbard, Norveška. Svalbard je skupina otokov v Arktičnem oceanu, blizu severnega pola. Je del Norveške, vendar je daleč od celinskega dela Norveške. To je eno najbolj odročnih in težko dostopnih krajev na svetu zaradi izjemnega mraza in debele ledene odeje. Svalbard se nahaja v severnem delu Norveške, približno 930 km od norveške celine. Njegova površina znaša 61.000 kvadratnih kilometrov, kar je skoraj tako veliko kot celoten Luzon. Sestavljen je iz številnih otokov, vendar je največji med njimi Spitsbergen, kjer se nahaja Longyearbyen, največje mesto tukaj. Medtem pa sta tukaj dve nenavadni obdobji, polarna noč in polnočno sonce. Polarna noč traja od oktobra do februarja, ko sonce ne vzhaja in je ves dan tema. Medtem pa polnočno sonce traja od aprila do avgusta, ko sonce ne zaide, zato je tudi ob 10 zvečer še vedno svetlo. Zaradi takšnega podnebja je težko gojiti hrano in opravljati druge običajne dejavnosti kot v drugih državah. Prav tako tukaj živi le malo ljudi, okoli 2500 prebivalcev. Večina prebivalcev je Norvežanov, vendar pa v majhnem mestu, imenovanem Barentsburg, živijo tudi Rusi. Tukaj ni stalnih prebivalcev, kar pomeni, da ni nikogar, ki bi se tu rodil in odraščal. Rojstvo otrok na Svalbardu je prepovedano, saj tam ni bolnišnice, ki bi lahko sprejela nosečnice. Zaradi tega morajo iti na Norveško, da tam rodijo. Poleg tega je zaradi mraza tukaj zelo malo živali. Ampak tukaj je veliko polarnih medvedov, zato je nevarno iti ven brez puške ali zaščite. Tukaj je tudi arktična lisica, ki je majhna žival, podobna volku. Svalbardski severni jelen, ki je manjši od navadnega jelena, ter različne vrste ptic. V morju pa lahko vidimo kite, tjulnje in mrože. In zaradi strogega varovanja narave so na Svalbardu prepovedane mačke, da ne bi jedle ptic. Pravzaprav je Longyearbyen največje mesto tukaj. Številka 7. Polotok Cape York, Avstralija. Polotok Cape York je velik del kopnega na skrajnem severu Queenslanda v Avstraliji. To je eno najbolj odročnih in težko dostopnih krajev na svetu. Obkrožajo ga zaliv Carpentaria na zahodu in Koralno morje na vzhodu. Njegov najbolj oddaljeni del se imenuje Rtjork, ki je najbolj severni del avstralske celine. Zaradi njegove oddaljenosti tam živi le malo ljudi. Tja je tudi težko priti, še posebej v deževni sezoni. Medtem pa je ozemlje tukaj prostrano in večinoma ravno. Obstaja tudi nekaj nizkih gora, kot je McIlwraith Range, ki je visoka 800 metrov. Pravzaprav sta tukaj dve glavni sezoni. Deževna sezona traja od novembra do aprila, sušna sezona pa od maja do oktobra. V deževni sezoni pogosto prihaja do poplav, zato je potovanje še posebej oteženo. Običajne temperature tukaj so od 18 stopinj Celzija do 27 stopinj Celzija, odvisno od nadmorske višine kraja. V zvezi s tem je ena najlepših značilnosti polotoka Cape York njegovo naravno bogastvo.
Tukaj raste več kot 3300 vrst rastlin, od katerih jih je 260 edinstvenih prav za to območje. Velik del zemlje prekrivajo gozdovi, travniki in mokrišča. Ob obali je tudi mangrovski gozd, ki služi kot dom številnim živalim. Poleg tega so tu še mangaribi. Tudi veliko živali najdemo samo tukaj. Na primer golden shoulder parrot, buff-breasted button quail in lovely fairy. Obstajajo tudi različni plazivci, kot so črna glava piton, čipkasti varan in ovratni kuščar. Poleg tega lahko tukaj najdemo tudi 60% vseh metuljev v Avstraliji. Vključeni so tudi veliki metulji Cape York birdwing. Toda še preden so Evropejci prispeli, so na polotoku Cape York že dolgo živeli ljudje. Aboriđini, prvotni Avstralci, so bili prvotni prebivalci tega območja. Imeli so svojo kulturo in tradicijo, ki jo še danes skrbno ohranjajo. Prvi Evropejec, ki je prišel sem, je bil William Johnson, nizozemski pomorščak. Leta 1606 je bil tudi prvi tujec, ki je stopil na glavno kopno Avstralije. Številka 8. Itokortormit, Grenlandija. Itokortormit je majhno in odročno mesto na vzhodnem delu Grenlandije. To je eno najbolj odmaknjenih in težko dostopnih krajev na svetu. Ustanovil ga je leta 1925 raziskovalec Einar Mikkelsen skupaj s približno 80 inuitskimi naseljenci iz različnih delov Grenlandije. Njegovo ime v lokalnem jeziku pomeni ljudje iz velike hiše. Zaradi oddaljene lokacije in izjemnega mraza tukaj živi le malo ljudi. Medtem se Itokortormit nahaja v severnem delu Kangartitibake fjorda, blizu Grenlandskega morja. Obdan je s Scoresby-Sand, največjim sistemom fjordov na svetu, in z narodnim parkom severovzhodne Grenlandije, največjim narodnim parkom na svetu. Zaradi tega je tukaj mogoče videti veliko živali, kot so polarni medved, moškatno govedo in tjulen. Te živali so pomembne tudi za življenje ljudi na tem območju. Prav tako je leta 2020 v Itokortormitu živelo 345 ljudi. Prej je bilo prebivalcev več, vendar se je njihovo število postopoma zmanjševalo zaradi pomanjkanja dela in šol. Veliko mladih se tudi seli v druga mesta na Grenlandiji ali Islandiji, da bi poiskali boljše priložnosti. Ker je ljudi malo, je tudi težko najti bolnišnico, šolo in druge pomembne storitve. Pravzaprav je tukaj zelo mrzlo podnebje. Povprečna temperatura doseže -5 stopinj Celzija, zato je to eno najhladnejših naseljenih krajev. Skoraj vse leto je morje prekrito z ledom, zato je težko potovati v mesto in iz njega. Morje je običajno zamrznjeno 9 mesecev na leto, zaradi česar ni enostavno dostavljati zalog v mesto. Kljub temu pa je ena največjih težav na tem območju podnebne spremembe. Zaradi globalnega segrevanja je morski led vse tanjši in se topi prej kot običajno. To polarne medvede otežuje življenje, saj potrebujejo led za lov. Ker ne morejo najti hrane, pogosto zaidejo v mesto in postanejo grožnja prebivalcem. Leta 2015 je WWF ustanovil patruljo za polarne medvede, da bi zaščitili ljudi in preprečili ubijanje polarnih medvedov. Številka 9. Barrow, Aljaska, ZDA. Utqiagvik, prej znan kot Barrow, je najbolj severno mesto v Združenih državah. Nahaja se na Aljaski, blizu Arktičnega oceana. Zaradi svoje lokacije je to eno najbolj izoliranih in najtežje dostopnih krajev na svetu. Nobena cesta ne povezuje tega mesta z ostalimi deli Aljaske. Zato je edini način, da pridete sem z letalom ali ladjo. Medtem pa je podnebje v Utqiagviku skozi vse leto zelo mrzlo. Pozimi temperature padejo na -30 stopinj Celzija ali še nižje. Veter je tudi močan, zato je občutek še hladnejši. To mesto ima poseben pojav, imenovan polarno noč in polnočno sonce. Vsak november sonce zaide in 65 dni ne vzide več. To je polarno noč, kjer sta 2 meseca neprekinjene teme. Po drugi strani pa, od maja do avgusta, sonce skoraj 80 dni sploh ne zaide. To pa imenujemo polnočno sonce, kar pomeni, da je sonce prisotno celo noč. Kljub ekstremnim vremenskim razmeram pa v Utqiagviku živi približno 4500 ljudi. Večina med njimi so Inupijati, avtohtono pleme na Aljaski. Njihovo preživetje je osredotočeno na lov in ribolov.
Pomemben jim je tudi lov na kite, tjulnje in ribe, saj je to njihov glavni vir preživetja. Vir hrane. In čeprav je mesto oddaljeno, ima šolo, bolnišnico in druge objekte. Toda zaradi njegove lokacije je težko dostavljati hrano, zdravila in drugo opremo. Zaradi tega so cene blaga višje v primerjavi z drugimi deli Združenih držav. Poleg tega je Utqiagvik prekrit tudi s permafrostom oziroma ledom pod zemljo, ki se ne stopi niti poleti. Zaradi tega so hiše in stavbe postavljene na pilotih. Na pilotih oziroma stebrih, ki so dvignjeni nad zemljo. To se naredi zato, da se permafrost ne stopi, saj če se to zgodi, se lahko zemlja pogrezne in hiše se lahko poškodujejo. Ker ni cest, ki bi povezovale z drugimi mesti, se vsa hrana in potrebščine pripeljejo z letalom ali ladjo. Številka 10. La Rinconada, Peru. La Rinconada je majhno mesto v Peruju. Nahaja se na višini 5100 metrov nad morjem, zato je to najvišje naseljeno mesto na svetu. Zaradi te višine je težko dihati in ljudje se hitro utrudijo. Zrak je redek, zato se mnogim ljudem vrti in imajo glavobole. Zaradi višine je tukaj tudi mrzlo in okoli je led, prav tako ni dreves ali rastlin v okolici, ker rastline ne preživijo v tako hudem mrazu. Medtem pa je težko priti do La Rinconade, ker nima urejene ceste. Potovanje sem je nevarno zaradi strme ceste in spolzkega ledu. Pogosto prihaja tudi do zemeljskih plazov ali zdrsov zemlje. Tukaj ni letališča ali vlaka, zato je edini način, da pridete sem, da se peljete s tovornjakom ali pa hodite dolgo peš. Zaradi velike nadmorske višine veliko ljudi zboli za višinsko boleznijo. Njeni simptomi so hudi: glavobol, omotica, težko dihanje in včasih tudi bruhanje. Prav tako skoraj vsi ljudje v La Rinconadi delajo v rudnikih zlata. Poudarja je tukajšnji delovni sistem nenavaden. Poimenujejo cachorreo, kjer rudarji delajo 30 dni brez plačila. Na 31. dan dobijo priložnost, da vzamejo kamen iz rudnika in upajo, da vsebuje zlato. Tudi nimajo nobenega zagotovila, ali bodo kaj zaslužili ali ne, zato je njihova prihodnost odvisna od sreče. Ker veliko ljudi išče zlato, se v La Rinconadi povečuje tudi število prebivalcev. Včasih je tam živelo le okoli 12.000 ljudi, zdaj pa jih je ocenjenih med 30.000 in 50.000. Poleg tega je življenje v La Rinconadi težko, ker ni čiste vode, ni elektrike in ni urejenih stranišč. Ni bolnišnice ni, zato morajo tisti, ki zbolijo, se stopiti zgore, da poiščejo zdravniško pomoč. Zaradi rudarjenja se v zrak in vodo širi veliko kemikalij, kot je živo srebro. Živo srebro je strup, ki škoduje zdravju. Veliko ljudi zboli zaradi onesnažene vode in zraka,